vabim Petra Testen iz Inštituta za kulturno zgodovino ZRC SZU. No, mi se bomo preselili zdaj iz premogovniških revirjev na Goriško. In sicer naslov, ki ga vidite projiciran, je pravzaprav citat iz zasebne korespondence zakoncev Marije in Henrika Tume. In kar bom danes poskušala, bo izpostaviti nekaj poudarkov, na kakšen način lahko rekonstruiramo odnos zakoncev Marije in Henrika Tume do svojih otrok, in sicer med letoma 1894 in 1915. Gre za obdobje od njune poroke pa do časa, gre za čas, ko sta se ustvarjala dom in družino na Goriškem. Zakaj letnica 15? Ker sta se takrat zaradi vojnih razmer morala umakniti najprej v Trst in pozneje, kljub temu, da sta poskušala se vrniti v Gorico, pač zaradi sporov z italijanskimi oblastmi to ni bilo mogoče in sta se potem dokončno 1924. leta preselila v Ljubljano. Mogoče za začetek nekaj besed o zakoncem Tuma oziroma njuni družini. Zakonce sta se pravzaprav spoznala v Tolminu, to je tudi rojstna vas Marijine mame Auguste, ki je izhajala iz družine posestnikov in gostilničarjev. Medtem ko je bil Marijin oče italijanski švicar iz kantona Ticino in lastnik velike delikatesne trgovine v Aleksandriji, kjer sta se pač zakonca spoznala, poročila, ustvarila družino. Se pravi, imela Marija kozmopolitsko ozadje, kar se recimo odraža tudi na znanju njenih jezikov, ker je pač poleg italijanščine in tolminskega narečja obvladala francoščino in nemščino. Skratka, živela je do svojega 13. leta v Aleksandriji, se pravi nekje do leta 1890, ko je njen oče umrl in sta se sestro Ido in materjo pač so zapustili Egipt in se preselili na Tolminsko. Tu se je Marija vključila v čitalniško življenje, kjer je srečala pač svojega bodočega moža, 36-letnega pravnika, Henrika, ki je od leta 1890 pač kot sodnik služboval v Tolminu in je bil tudi soodgovoren za razcvet tamkajšnje čitalnice in se z njim leta 1894 poročila. Od takrat naprej potem tudi se ustvarila dom v Gorici. Naslednja stvar, ki je projicirana, je seznam njunih otrok. Imela sta 7 otrok. Marija je bila med drugim tudi 18 let mlajša od Henrika in je v poroki štela dobrih 17 let. In v bistvu med svojim 19. in 37. letem starosti je rodila 10 otrok. Kot lahko vidite, Stanislava, prvorojenka, Ljubomir in Marko sta umrla v rojstvu. Mogoče še nekaj besed o Henriku Tumi, ki je pravzaprav zelo pomembna goriška osebnost. Se je javno udejstvoval kot politik, pravnik, publicist in alpinist in kot taka razgledana in vsestransko aktivna osebnost je bil seveda predstavnik goriške elite in kot tak tudi predstavnik meščanstva. Zdaj, če pustimo tukaj vprašanje, kako lahko govorimo o meščanih in meščanstvu v nekem provincialnem kontekstu, vendarle marsikatera karakteristika Tumove uvršča k temu družbenemu sloju, če ne drugače izobrazba oziroma njegov način življenja. No. In končno proti meščanstvu tisto, ki je zgradilo nek svojstven in kot otroku na specifičen način orientiran pogled, ki sta mu zakonca sledila. In o tem priča njuna korespondenca. Se opravičujem, ker žejev in šejev sem naknadno ugotovila, da ne beleži. Gre za to, da viri, s katerimi sem se ukvarjala, je bila zasebna korespondenca zakonca Tuma, pisana med letoma 1893 in 1924. To pomeni leto, začne se nekje leto pred njuno poroko in seže veliko del od tega obdobja, ki nas zanima. V bistvu zapisi so pa nastajali, ko sta bila zakonca ločena. To pomeni, da ko je Marija velikokrat preživljala poletne mesece na Tolminskem skupaj z mamo, nono Augusto, pač teto Ido in deklami, ki so bile sestavni del njihove družine in so bile zelo vključene v odraščanje otrok.
je potekala med zakoncema zelo živahna korespondenca. S tem, da Henrik je bil ločen od družine predvsem pač zaradi svojega dela, študija, tudi oddiha v toplicah, ker je imel težave s svojim zdravjem, različnih potovanj in tudi alpinističnih podvigov, ki so se jih pozneje pridružili tudi bolj odrasli otroci. Ampak kar je tukaj za poudariti, je to, da gre pri zasebni korespondenci za zelo dragocen vir, ki omogoča pač večplasten pogled skozi, lahko rečemo, okno meščanskega stanovanja na prelomu 19. in 20. stoletja. Hrani ga pa raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici, s tem, da k temu se bomo vrnili še, k temu viru. Ta korespondenca je pa tudi integralni del zapuščine Henrika Tume, katerega poglavitni del je pa knjižnica dr. Henrika Tume. In tu tudi gre nameniti nekaj besed temu bogatemu delu neke intelektualne dediščine. Gre res za eno najbogatejših meščanskih knjižnic z konca 19. stoletja in kaže, kakšno intelektualno ozadje recimo je imel Henrik in na nek način tudi njegova žena. S tem, da velik del čtiva pripada pač Henrikovi beri, predvsem neka znanstvena in strokovna literatura, ki mu je omogočala podporo pri njegovem javnem delovanju, upravnem, političnem in v smislu doboznanskega delovanja. Medtem ko njeni zbor, ki je manjši seveda po obsegu, je posvečen predvsem, mogoče lahko rečemo tako imenemu zasebnemu življenju, vzgoju otrok, domu, najdejo kuharske knjige, knjige o krojenju oblek, glasbeni tiski, ženske revije, knjige o vzgoju otrok, revije za mladino in podobno. Leposlovje, ki ga je tudi velik delež, je pa pač pripadalo obema in oba sta bila zelo zainteresirana za to. Ta izjemno bogata knjižnica se tudi nahaja na raziskovalni postaji ZRC SAZU v Novi Gorici in njeno vsebino je v katalogu temeljito popisala Petra Kolenc. Poleg tega je ta katalog na razpolago tudi v digitalni obliki na spletnih straneh Zgodovinskega inštituta Milka Kosa na ZRC-ju in dejansko gre za nek neusahljiv vir informacij za raziskovalca, ki bi ga zanimalo neko duhovno oziroma intelektualno obzorje meščana na Goriškem, pač na prelomu 19. in 20. stoletja. Zdaj, kar je naslednja stvar projicirana, jaz se tukaj ne bi v podrobnosti spuščala, kaj je in kaj ni v knjižnici. Naštela sem vam nekaj periodičnega tiska, ki se nanaša na vzgojo in izobraževanje otrok, oziroma pri naboru literature sem se osredotočila bolj na interesna področja, znotraj katerih najdemo knjige, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem otrok spet in neki avtorjev, med katerimi boste marsikoga prepoznali iz vseh področij, od filozofije do pač pedagogov in tako dalje. Ampak to, kar bi mogoče rekla pri knjižnici, je oziroma izpostavlja prav en primer, in sicer Osvaldovo knjigo Kulturna pedagogika. Zakaj? Gre za pač delo, ki je izšlo leta 1927 pri Slovenski šolski matici. Sicer sega v poznejše obdobje, ne to Ljubno-Goriško, ampak v knjižnici obstaja dvojnik. In ena pač dvojnik je obogaten, lahko tako rečemo, s komentarji, oznakami, počrtanimi deli, kjer je iz kaligrafije jasno razbrati, da gre za Tumove opombe. Kar hočem povedati tukaj je, da te knjige niso ždele v tej knjižnici, ampak Tuma je dejansko veliko časa posvetil temu, da se je ukvarjal s tem, kako otroci odraščajo, kako pristopati k vzgoji, kakšen pomen ima izobrazba. In recimo prav v tem delu je sam podčrtal recimo citat: "Rodbina brez otrok ne zasluži tega imena." Ali pa vsakdo, ki hoče veljati za izobraženega, bi poleg drugega naj v glavnih potezah poznal tudi zakone, po katerih se vrši duhovna rast človeka in človeških zajednic. Skratka, verjel je, da je tudi spet citat, zajedniško življenje v svojem jedru vzgojno udejstvovanje. Skratka, Tuma je smrtno resno jemal vzgojo in tudi zelo veliko je dal na svojo družino. Kar bi še mogoče izpostavila pri tej bogati knjižnici so bontoni, ki so kot vir izjemno zanimivi. Gre pač za nabor pravil lepega vedenja,
ki so se pojavili v drugi polovici 19. stoletja. Tle imate navedene dva primera, sicer Valenčičev in Veselov bonton. Zakaj? Zato, ker se pač nahajata v njuni knjižnici. Skratka, pri bontonih gre za čtivo, kjer so zajete vrednote tega novega meščanstva oziroma se vzpostavlja na nek način neki obrazci vedenja, ki identificirajo to pač družbeno skupino kot meščansko. In mogoče pomembna opaska, da v 19. stoletju je bilo izhodišče olike oziroma tisto, kar je diktiralo bontone, neka krščanska morala, etika in s tem povezane vrednote. In prav Veselov olikani Slovenec iz leta 1868 je naslonjen na to vsebino in prikazuje odnos pač človeka do Boga, do samega sebe, do drugih, ampak tukaj je navedena tudi tipologija besed, ki se v bontonih uporablja v zvezi s tem vzgojnim aspektom za otroke. In vidite, da gre dejansko za čtivo, ki otroka postavlja kot neko osrednjo figuro, postavlja kot osmišljevalca družine. In Valenčič recimo hkrati pa tudi ohranja to vlogo in pomen matere, ki naj bi svojo ljubezni vzgajala, svojo krvjo oziroma lastnim mlekom vdahnila poteze prihodnim rodovom. In ko bi otroci nekoliko odrasli, naj bi pač tudi očetova figura odigrala določeno vlogo. Skratko, kaj se meni zdi pri bontonih pomembno, je, da obravnava tudi odnos do otrok v vzgojnem smislu in da je na nek način kot nekakšen sodoben vodnik oziroma lahko rečemo instanca glede vedenja in vzgoje pri vprašanju odnosa do otrok. Tako. Potem naslednja stvar, ki sem jo izpostavila, je ta citat iz Henrikovega pisma Mariji iz leta 1897. Marija je bila takrat noseča s svojim drugim otrokom. Zakaj sem izbrala ta citat? Zato, ker mislim, da uteleša to dvojico javno-zasebno, ko v bistvu opredeljuje takratne odnose v družini in v javni sferi v tem izrazito meščanskem pomenu. In gre za to, da njuna korespondenca nasploh ponudi odličen pogled v neko zakonsko in družinsko življenje, kar se tiče njunega medsebojnega odnosa do otrok, do služinčadi, pokaže, kako sta ustvarjala svoj dom, celo kako sta ga prenavljala, kakšnimi težavami se je Henrik soočil tudi v javnem življenju in odstira tudi najbolj intimne dele njunega življenja. Skratka, za Henrika je bila ta neka samoizpopolnitev v poklicni karieri gotovo ključna, tako kot opora, ki jo je iskal pri svoji družici Mariji in ne nazadnje pri njegovi celotni družini, in to se kaže v njuni korespondenci. In mogoče še en poudarek, oziroma ta drugi citat, ki sem ga izbrala, in je tudi del tega, je tudi v naslovu. Gre za pismo, ko piše Henrik Mariji, za časa, ko je ona pač noseča svojo prvorojenko, ki potem dejansko umre. In kaže v tem primeru sicer Henrikovo skrb, ampak s tem sem želela osvetliti predvsem to, da je njuna korespondenca polna fragmentov, ki podajajo ta njun intimni odnos in njun odnos, ki ste ga pač kot starša gojila do svojih otrok, in to dopisovanje s temi pomembnimi fragmenti odstre oziroma da se razbrati, da je Marija pač zavestno živela svojo vlogo matere in gospodinje in hkrati ostajala nek trden temelj doma, ki ga je potreboval njen mož. Henrik pa, tako kot izobražen meščan in mož, se je od vsega začetka močno angažiral tudi pri vzgoju otrok, kolikor mu je seveda to dopuščalo javno delovanje, in to korespondenca razkriva. Pisma so polna, recimo, navodil, kako naj se Marija in svoji otroci naučijo sami spati, ali pa kaj morajo otroci jesti, kako je pomembno uživati sveži zrak, se pravi, s temi vprašanji se je ukvarjal. In korespondenca razkriva tudi to, da je ves čas sledil nosečnostim svoje žene.
Seveda, pomemben segment je tudi pač ta ljubezen do slovenskega jezika, literature, v kateri na nek način vzgajajo tako ženo kot svoje otroke. Marija pa je z veseljem seveda poročala o vseh najmanjših podrobnostih, o prvih zobkih, o spanju, hranjenju, boleznih, prvih korakih, prvih besedah in tega je korespondenca resnično polna. Mogoče zdaj nekako zaključim tako, da glede na njuno korespondenco in indice, ki jih ponuja, in na nabor literature, ki se nahaja v knjižnici, je dejstvo, da sta bila zakonca oba zelo angažirana pri odraščanju svojih otrok in se pri tem zgledovala po teh nekih sočasnih sodobnih smernicah in na nek način delovala znotraj tega meščanskega miljeja, ki ga je zaznamovala močno obsedenost z vzgojo in moralo, na katero je bil končno vezan tudi koncept otroštva oziroma vloga očeta v tem smislu javno-zasebnega delovanja in vloge matere pač kot neke naravne vloge ženske.